Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka prav posebna pravljica, ki nas bo nežno spomnila, kako pomembno je opazovati svet okoli sebe, predvsem pa poslušati svoje srce. In čeprav je Super Memo le kratek, je zelo dobrosrčen in ima zelo velike oči za stvari, ki jih drugi včasih spregledajo. Nekega dne je namreč slišal poseben pogovor, ki se ga je še posebej močno dotaknil. Kako se hrana meče stran, kot da nima nobene vrednosti. A ko se je stemnilo in je svet potihnil, se je Super Memo s svojimi škratki odpravil na prav posebno nočno misijo. Le kako je Super Memo poskrbel za odvrženo hrano? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisateljice Darinke Kobal z naslovom Super Memo poskrbi za lačne živali. Večerilo se je že in otroški glasovi na igriščih in ulicah so počasi utihnili. Otroci so odšli v stanovanja, kjer so se umili, povečerjali, si očistili zobe in legli v svojo posteljico. Tudi Dora, deklica, katere domišljija se je na njenem novem, posebno mehkem in udobnem vzglavniku povzpela do mavričnih višin. Ko so ji začeli zaspančki sedeti na očke, se ji je zazdelo, da je zaslišala nenavaden šum in pogovor, ki je prihajal iz smetnjaka. Tako sem razočaran. Bil sem najlepši, najkrhkejši rogljiček, pa sem končal v smetnjaku. Še bolj me žalostijo besede dečka, ki me je zavrgel samo zato, ker v svojem trebuščku nosi marmelado. On pa je hotel čokolado. Tudi jaz sem bila okroglolična gospodična. Tako mamljivo sem dišala, da je mladi očka z deklico namenoma počakal, da sem bila pečena. Potem me je z velikim užitkom odgriznila še vso hrustljavo in svežo žemljico. A je ugriznila enkrat, dvakrat, nato me je zavrgla. Ko bi me vsaj njen očka pojedel do konca. Kaj naj rečem jaz? Je tiho zavzdihnil sendvič. Smetnjak me je vrgel deček le zato, ker imam prekislo kumarico. Kakšna škoda. Res je tako. Ampak vse to se dogaja, ker ljudje nimajo več domišljije. Njihova življenja se vrtijo tako hitro, da so pozabili, kaj so jih učile njihove babice. Se je oglasil suhi krajec kruha. Kaj je to domišljija? Je hotel vedeti rogljiček. Jaz mislim, da je domišljija ljubezen, se je oglasil debel ogrizek hruške. Ljubezen? Kaj ti veš, kaj je ljubezen in domišljija? Sta ga osorno zavrnila žemljica in rogljiček. Vem. Nekaj dni sem ležal v pleteni košarici na mizi. Blizu je stal televizor in ljudje so kar naprej zijali van. Večkrat so gledali ljudi, ki so kuhali. Ta kuha z ljubeznijo in ima bujno domišljijo, je pogosto rekla babica. Zato vem. Vem celo to, da je na svetu mnogo lačnih ljudi. Še posebej se mi smilijo lačni otroci. Videl sem jih.
je tiho pripovedoval ogrizek. Tega pogovora ni slišala samo deklica Dora, ampak vsi škratki, ki so jih glasovi iz ulice in nemirno spanje Dore priklicali iz njihovega skrivališča. Super Memo je stekel ven, skočil na pokrov smetnjaka ter se predstavil. Jaz sem Super Memo, škrat iz dežele Memo, kjer živimo sami dobrosrčni škratje. Pomagam vsem in povsod, kjer nas potrebujejo. Iz žepa je potegnil piščalko, zažvižgal in v hipu je bilo okoli smetnjaka vseh 5 škratkov, ki so kot bi mignil napolnili male vrečke. Nekaj časa so tekli po ulicah, nato so izginili med vejevjem. Ni jih bilo več videti, le slišati je bilo zadovoljne živalske glasove. Kako tudi ne, saj je bila sredi jase prava gostija. Presto je grizla veverička Tička, krajec je jedel zajec Rajec, rogliček ptiček Tiček, žemljico pa je grizljala miška Frančiška. Vse je bilo tako, kot mora biti, in vse živali so bile neskončno hvaležne malim škratom. Ko se je Dora zjutraj zbudila, je bil njen vzglavnik spet mehak in topel, saj je bil poln malih škratkov, ki so že bili na svojem mestu. Deklica Dora se je spominjala svojih sanj, a mamica je ni mogla razumeti in verjeti njeni zgodbi. Prepričana je bila, da ima njena malčica bujno domišljijo. Le kako naj bi verjela njej in očku, da so tu, prav tu, v njenem vzglavniku, res domati mali prebrisani in neskončno domiselni škratki, ki prijateljujejo z njeno malo deklico. Kako pomembna in srčna zgodba. Super Memo nas je prijazno opomnil, da hrana ni nekaj samoumevnega in da ima vsak košček svojo vrednost. Ko s hrano ravnamo spoštljivo in premišljeno, lahko pomagamo ne le sebi, ampak tudi drugim. Majhna, a dobrosrčna dejanja štejejo. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici, nastali izpod peresa slovenske pisateljice Darinke Kobal z naslovom Super Memo pomaga zobostrahcem. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Super Mema in njegovih škratkov. Čau, čau! Bravo, Super Memo. Odlična ideja.